Preskok, zdaj pa nekaj za vse ljubitelje stripov. Če bi želeli zamenjati, prodati ali kupiti stare, rabljene ali in nove stripe, vabljeni v Kino Šiška na tokratno že 44. edicijo Ljubljanskega stripovskega bazarja. Naša terenska ekipa je že prva na prizorišču in David, prosim, prinesi mi kaj pametnega po tvojem izboru. Igor, bom brez skrbi, mi smo že v Kinu Šiška in bomo že s prvima gostoma preverili, kaj vse se bo danes dogajalo tule. Lepo pozdravljena, Matjaž, pa če najprej midva poveva, kaj v stripih, kakšna je sploh slovenska scena, vi kot avtor stripov, verjetno to ne more biti full time job. Ne, v glavnem se vsi avtori stripov več ukvarjajo z ilustracijo. Slovenska scena je pa, hvala za vprašanje, ker živa, veliko se izdaja, pogrešamo in rabimo v bistvu samo en pravi strip festival. In zgleda, da so zametki prav v Kinu Šiška in upamo, da se bo razvil en festival z vsemi spremljevalnimi dogodki, z gosti, razstavami, predstavitvami, predavanji. In zdaj bo že Tomaža iz društva Stripholik vprašala, kaj se danes pripravlja tule v Kinu Šiška, kdo je vabljen na ta dogodek? Ja, naše društvo Stripholik že 8 let organizira bazar stripov v Ljubljani. Zdaj zadnje čase to organiziramo skupaj z Kino Šiška. So nam oni odstopili njihov prostor. Danes ob 16. uri lahko prijete na bazar stripov, kjer se da menjati, prodajati in kupiti stare, rabljene, tudi nove stripe. Tako da vabljeni danes ob 16. uri v Kino Šiška. Tule pred sabo imamo nekaj stripov, dobro, Mikija Mustarja seveda prepoznam, Tintin mi je tudi znan, vsi ostali pa malo manj. Kaj je zdaj moderno v strip svetu? Moderno, težko bi rekel, kaj je moderno. No? Tiskajo se tudi stari stripi, starejše izdaje, se po natisi delajo, tako da, ne vem, kakor za koga, no? Različni žanri, za različne okuse. Zdaj tukaj na mizi, jaz sem prinesel malo izbora, večinoma slovenskih avtorjev stripov, ne vem, tudi en ameriški strip. Matjaž, vi kot avtor, kakšne tematike pa se dotikate v stripu? Zdaj, večina se nas, ne vem, spomni Alan Forda, recimo, kjer je bila tematika zelo tako družbeno kritična, tudi prilagojena na vsako državo, v kateri je na nek način bil narejen ponatis. Kako pa je pri nas s tem? Družbena kritika je v stripu seveda še zmeraj živa, živi so pa tudi osebni žanri, humor je še zmeraj zelo živ, tudi avantura. In tukaj na mizi, recimo, če pogledamo en tak prerez, tamle je klasika ameriškega stripa, ki se dotika družbene kritike in superherojev, potem so slovenski strip klasiki še iz 90-ih in naprej. V stripu v bistvu obstajajo vsi žanri kot v drugih medijih, kot v literaturi ali pa filmu, tako da danes živi veliko svetov sporednih tudi v stripu. Odlično, najlepša hvala za tale pogovor in samo še naše gledalce lahko povabimo, naj pridejo danes zvečer oziroma popoldne v Kino Šiška in kupijo kakšen strip, morda pa kakšnega starega tudi prodajo, zamenjajo. Tudi zamenjajo lahko kakšne stripe. Ne pogledajo po svojem podstrešju, pa bojo mogoče presenečeni nad zakladi, ki jih bo našli, ampak potem ne jih ne vržejo preč in naj zadeve ponudijo in bo marsikdo se našel, ki jih bo zanimalo, kaj imajo za pokazati. Ja, vabim pa tudi na druženje ob stripu, če vas to zanima. Veliko nas je, ki nas strip zanima, ki imamo radi strip, tako da če nimate kaj lepšega za početi, danes popoldne pridite na bazar stripov. Super, najlepša hvala, mi pa s terena se kmalu spet oglasimo. Lep pozdrav.